V prvem nadstropju zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca izbruhne požar in to v času, ko se v njem nahaja polno zdravstvenega osebja. V slabih 4 minutah na kraj dogodka prihitijo gasilci. Potem, ko večino zdravstvenega osebja dom zapusti, v prvem nadstropju ostaneta 2 poškodovanca. Gasilci se bliskovito zapodijo v zdravstveni dom in poiščejo ponesrečenca. Nato ju privedejo do reševalnega vozila. Vse se je končalo srečno, na srečo vaje smo pa ugotovili določene stvari, ki jih bomo na analizi detaljno predebatirali in zavzeli določene sklepe oziroma spremenili stvari na boljše. Vaja pa je pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti. Težave so povzročali predvsem za parkiranje avtomobili pred zdravstvenim domom, ki so izredno otežili dostop gasilskih avtomobilov. Najbolje se niso znašli niti zaposleni. Sama evakuacija zaposlenih in obveščanje je bilo zelo hitro in ocenjujemo, da je bilo odlično. Bila je pa ena pomanjkljivost, vsi so se zbrali pred samim hodom v zgradbo in morda tudi ovirali reševanje gasilcev in pa reševalnih ekip. Z vajo je bil zadovoljen tudi direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik. Glede, zdaj zelo kratka analiza, ki sem jo zdaj naredil z predstavniki profesionalne gasilske brigade iz Maribora, je, da izpeljali so ob 13:03 avtomobili iz ceste proletarskih brigad, tukaj so bili ob 13:07, kar pomeni, da so v 4 minutah bili na licu samega požara. Seveda mi bomo še analizirali druge stvari, ampak že to, ko ugotovimo, in pa tudi sama usklajenost tako reševalcev kot gasilcev, kot tudi policije, ki smo jih bili deležni na sami vaji, kaže na to, da je vse skupaj usklajeno v Mariboru. Sicer so nam gasilci zagotovili, da so na reševanje v podobnih nesrečah dobro pripravljeni. Poklicni gasilci se namreč usposabljajo dnevno, poleg tega na leto opravijo tudi do 30 podobnih vaj po številnih slovenskih podjetjih.